Pozdravljeni! Danes bom spregovoril o naklonu pnevmatike bolida ali angleško camberju. Ta vrednost je izjemnega pomena pri nastavitvi bolida, omogoča boljši oprijem v ovinkih, a posveča se ji zelo malo pozornosti. Poznamo v bistvu 4 temeljne nastavitve tega kota. Nevtralni, ko je pnevmatika pravokotno na podlago, ko le-ta stoji na meru. Negativni, ko so zgornji robovi pnevmatike pomaknjeni proti sredini bolida. Pozitivni camber, ko so zgornji robovi premaknjeni proč od sredine bolida. In kombiniranega, ko ga imamo enega pozitivnega, na drugi strani pa negativno nastavitev tega kota. Prva nastavitev, to se pravi nevtralna, pride do izraza pri dirkah, kjer je temelj pospeševanja oziroma zaviranje. Poglejmo na primer ameriške dirke z dragsterji. Negativni je tisti, ki ga vidimo na večini dirk, ki se dirkajo na progah, kot je na primer Formula 1. Pozitivni pride do izraza pri off-road dirkah, medtem ko tisti kombinirani je najbolj pogost na dirkah na ovalih, kjer je ovinek samo v eno smer. Zakaj pa je ta vrednost tako pomembna, zakaj sploh grejo to nastavitev izven tiste optimalne, tiste nevtralne, kar bi lahko sklepali iz prispevka, ki sem ga napravil o mehanskem oprijemu. Mehanski oprijem praktično izvira iz tega stika med pnevmatiko in podlago in nekako logično je, ukoliko je ta pravokotna na podlago, da bo imela kar največjo stično površino. A ukolikor imamo negativni camber, je ta površina le na notranjem robu pnevmatike. Seveda, ko se vozi naravnost. In prav tu je bistvo. Ko bolid zapelje v ovinek, začnejo na ta bolid delovati na primer centrifugalne sile. Te premaknejo bolid, navidezno premaknejo težišče proti zunanjemu robu, kot pnevmatike se spremeni, bolid se dvigne. Sile se oprejo na tisti zunanji par pnevmatik. In prav takrat se ta pnevmatika, katera je imela še do sedaj na ravnini negativni camber, spremeni, tako se spremeni in postane nevtralen, doseže največji možni oprijem, ki ga lahko ima pnevmatika. K temu pripomore tudi robnik, na kateremu voznik zapelje z notranjim parom koles. Nekako tisto, kar je bilo še hiba na ravnini, postane v ovinku prednost. Tako tam, kjer rabimo največ oprijema, ga tudi dobimo. Kljub temu na ravninah imamo 3 pomanjkljivosti, katere je ta nastavitev proizvedla. Prvo, sem že povedal, je zmanjšanje mehanskega oprijema, a to ni tako bistveno, kajti na ravnini ne pride toliko na izraza. Poudariti moram, da zadnji par koles ima to vrednost camberja bistveno nižje od prednjih. Na zadnjem paru koles je pogon in tu je potrebno vso silo, ki jo proizvaja pogonski sklop, prenesti na podlago. Druga je obraba. Logično, če je stik samo na notranjem robu pnevmatike, se bo ta neenakomerno obrabljala, a v Formuli 1 to ni velika težava, kajti menjajo se pnevmatike med dirko. In tretja je pregrevanje. Ker se vsa sila nekako daje na podlago le na majhni površini, se pnevmatika na tem mestu bistveno bolj ogreje. A to po svoje niti ni slabost, kajti vemo, da v današnji Formuli 1 je prav temperatura pnevmatik ena izmed bistvenih stvari, tako da so ekipe tiste, ki bi rade še večje te vrednosti tega naklona, da bi bolj ogrele pnevmatike. Zato jih tudi proizvajalec omeji. In prav, ko smo razumeli to, je nekako jasno, zakaj prihaja do teh vrednosti, da so zmeraj na maksimalni dovoljeni možnosti, da omogočajo kar se da hitro ogrevanje pnevmatike in da omogočajo kar se da hitro vožnjo skozi ovinek. Kajti bistvo Formule 1, tako kot jo razumemo danes, ni tako dosegati tiste maksimalne hitrosti na ravnini, kot hitro peljanje skozi ovinka in uporaba kar se da visokega mehanskega oprijema, prav tako kot aerodinamičnega. In prav camber je ena izmed tistih temeljnih vrednosti, ki pomaga bolidu Formule 1 hitro peljati skozi ovinek. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje v naslednjem prispevku.